Ja, dober večer oziroma dober dan še iz moje strani. Niti ne tako dolgo nazaj mi je zacinglal, zazvonil telefon in se je Robert oglasil, če ga lahko pokličem. Bil sem precej zaseden, kot smo vsi, seveda te dni, ne. Potem sem vprašal, zakaj točno gre, ne. In mi je Robert poslal glasovno sporočilo, da gre za knjigo, če bi vodil dogodek, ne. Zdaj, tako je, jaz bom Roberta in Urško tikal Roberta zato, ker kdorkoli je šel na Piramido, na sprehod, na Pohorje ali kamorkoli ga je tako ali tako videl, ne, in s tistim glasom gre mimo in reče zdrav. In z Urško sva pa tako ali tako bila seveda sodelavca na večeru. Predvideval sem, o čem bo knjiga, ko sem potem knjigo seveda tudi prebral, oziroma predtem sva se še z Robertom dobila. Sem si sicer mislil, zakaj jaz, ne, ampak mi je potem tudi povedal, da seveda ne zaradi mojih atletskih sposobnosti, ampak predvsem zato, da bi danes ne samo povedali več o knjigi, je pa res, da je to fokus in kolikor vem, oziroma je dobrodošlo, da vsak, ki izda knjigo, ne, in spiše takšno zgodbo, si najprej predvsem zasluži aplavz, ne. Tako da res dajte en aplavz, ker obema, ne. Knjiga, kot je bilo rečeno, nosi seveda naslov Od pekla do raja in Grki bi rekli in medias res, začne se kar hitro, naenkrat ste z Robertom na poti v Peru laufat, ne. Zdaj večina ljudi bi pač, ne vem, šla nekam potovat pa tako, ampak Robert je šel na Pohorje, pa kolikor sem razumel, več bo tako ali tako sam povedal, ampak kolikor sem razumel, Robert je kolesaril, prej se niti ni toliko športno udejstvoval, imel je band, potem ni imel krizo srednjih let ali pa, to bomo še izvedeli, kot sta se skorajda sporekla na televiziji, se nista, ampak potem pa je Robert očitno ugotovil, da po svoji kratki kolesarski epizodi, da je tek tisto, kar ga veseli, in potem, ko je šel parkrat na Pohorje, je šel na ultramaratone in potem je kar naenkrat začel teči po Peruju, ne. Sem približno zadev, oziroma kaj potem človek misli, ker Peru je pač res relativno na drugem koncu sveta, ne. Kaj si človek takrat pomisli, kako sem se znašel tukaj in kaj na tej točki je bil pekel, kaj je bil raj? Najprej, kot si povedal, ja, sem kolesaril, ampak z Urško ko sva se spoznala, sva tudi zelo hitro dobila otroke. Potem se ta odgovornost samo do sebe prenese še na druge, ne, in kolesarjenje, kot veste sami, verjetno tudi kolesarite, ne sicer športno, ampak če se vozite po mestu, je kolesarstvo kar nevaren šport, ne. Torej smo nekako najranljivejši, tudi treninge zahteva kar dolge, zato sem iskal neko alternativo in sem jo našel v teku, ampak ta neki tek, kot je cestni tek na kratke razdalje, pa se mi je zdel zelo monoton in me ni potegnilo, tako da ta neka prva kemija s temi dolgi teki so se zgodili na Pohorju, torej v tem stiku z naravo. In potem sem začel kaj hitro seveda tudi tekmovati, ker moram povedati, da sem tudi kar tekmovalen, kar dosti, no, in me je potegnilo, da sem začel tudi v bistvu brati knjige o tem, se prehrano popolnoma spremenil in tako sem se nekega dne znašel na eni tekmi 100 milj Istre aprila, mislim, da je bila ena prvih teh 100-kilometrskih, kjer pa je Marathon des Sables, to je v bistvu gre za en brand, ki organizira teke samo po puščavi. Do tistega leta, torej do 2016 so organizirali teke samo v Sahari, torej v Afriki. Takrat so pa prvič ugotovili, da bi bilo fajn iti tudi malo drugod, ker ljudje iz Amerike niso prišli, pa iz Avstralije niso prišli na ta tek, ne. In so prvič takrat v Peruju organizirali tek in so tudi imeli nagradne igre in prvi zadetek je bil brezplačna štartnina, takrat je bila okrog 2500 evrov, zdaj mislim, da so že 4000 evrov, ne, ki sem jo jaz zadel in tako sem se znašel jaz potem v Peruju.
je res zadev, je bila sreča, je to, ker tako bom vprašal Urška, je potem iz Robertovih blogov seveda spisala knjigo. Prvo osebno je napisano iz v bistvu Robertovega vidika, ampak potem si seveda to ti spisala, kar je po svoje nek skok nazaj v ta njegov intimni svet, on teče, ti pišeš, ne, ampak ko potem reče, jaz grem teč Peru, to je ultramaraton, trail, tako, koliko si ti vedela o tem, kako bi ti predstavila to, ker Robert bo znal seveda točno opisati, kaj je ultramaraton, trail, ampak kako bi ti opisala tisti morda danes, ki tukaj niso, oziroma kako si se počutila, ko je mož rekel, jaz grem teč v Peru? Morda začnemo nekje drugje. To je zdaj ravno to, kar si povedal, ne, žensko-moška perspektiva, ne, Robert je povedal svoje začetke teka. Zdaj pa, ker smo samo trije, pa nikogar drugega ni, lahko povem to zgodbo po resnici, ne. Robert je dejansko, ko sva se spoznala, bil kolesar, bomo rekli temu resen rekreativen kolesar in kot vsak resen rekreativni kolesar in tudi še posebej njegova žena ve, da to vzame res veliko časa, ne, na kolesu. Druga stvar pa, ki je, pa imajo ti resni rekreativni kolesarji tudi aktivne počitke. In v enem takem aktivnem počitku, ko sem jaz že začela teči, je Robert rekel, da bi šel teč z mano. On predtem ni maral teka. In to je bilo na počitnicah in tako sva šla skupaj teč. Njemu se je zdelo, da bo to zabavno, meni pa tudi. Jaz sem mislila, da bova klepetala, Robert je pa mislil, da bo to pač malo bova tekla. Ker je seveda bil prepričan, da ima dosti boljšo kondicijo od mene, kar se tega tiče, ker je res veliko kolesara. In pol, ko sva šla teč, v začetku je bilo res še zabavno, ampak jaz nisem razumela, kaj se je z Robertom začelo vmes dogajati, ne, ker vedno manj je bilo pogovora, vedno večja tišina, meni se pa zdelo strašno zabavno, ne, mislim, še vedno. In potem naenkrat sem jaz rekla, ko so prišla do cilja, videla sem, da bi bilo fino, če jaz zmanjšam to razdaljo, ne, da greva midva počasi domov, ampak meni je bilo še premalo in bolj, ko sem rekla Robertu, jaz bi še malo šla, ti pa pojdi domov. To je bila prelomna točka, ko je Robert rekel sam pri sebi verjetno, da to pa ne bo šlo, da bi jaz boljše tekla kot on, ki je resen rekreativni kolesar, postavil kolo v kot, rekel, da zato, ker je pač vzelo preveč časa in ker je prenevarno na cesti, seveda ni rekel, da zato, ker pač žena ne more boljše teči, kot teče mož. In tako, ker se pri Robertu nič ne zgodi za 10 kilometrov, pa ne za 20 kilometrov, so se te razdalje povečevale in tako je Robert potem začel vedno več teči in dejansko mu v nekem trenutku več nisem mogla potem slediti, ne. In bolj je bil Robert zadovoljen in se je v družino naselil mir, ne. In tako, to je bilo tisto, kar je bila zdaj ta razlika v tej zgodbi. Zdaj pa... Kak je že v knjigi Tečem, da zbežim, nekaj takega? Ja, je stekel ali zbežal? Potem je tekel in bežal, ampak se je tudi vračal. Zdaj pa, ko smo pri tem Peruju, dejansko se je to zgodilo, bila je nedelja, bili smo vsi v kuhinji, se učili, tako kot v knjigi piše, in nam zelo, čeprav sem jaz takrat še bila novinarka, zdaj sem na fakulteti za šport, da vemo, ne, je v bistvu res zvonil telefon in ob nedeljah je nam res zelo redko zvonil telefon. Vse dneve ostale je bilo zmeraj polno zvonjenja, ampak ob nedeljah pa ne. In že to se nam je zdelo zelo sumljivo, da Robertu zvoni v nedeljo telefon. Robert je vmes dvignil, jaz sem se dalje učila z otroci, nisem vedela, kaj se je zgodilo in potem je Robert odložil telefon, povedal to zgodbo, na njegovem obrazu sem videla, da se nekaj dogaja, ampak potem sem ga začudeno pogledala, je povedal to zgodbo in tako kot v knjigi piše, začel naštevati, zakaj on ne bo šel na to, ne. Mi smo si pa vsi želeli, da bi on šel, ker bi nam to v bistvu pasalo, zato sem ga začela spodbujati, da bi bilo fino, če bi šel on, ker bi res bilo škoda, da zamudi to. In potem smo se, tako kot piše, začeli vsi truditi za to, ker smo mu tudi privoščili, ker smo vedeli, koliko mu to pomeni, smo ga zato vsi podpirali, nam je pa tudi pasalo, da smo imeli malo miru doma. In tako smo ga potem vedno spodbujali pri vseh tekih, da je čas, da gre. In tudi otroci, ko so bili manjši, so pogosto spraševali, kdaj bo ata šel spet na kakšno tekmo, da bomo lahko imeli mi svoj žur pa svoje. Ja, dogaja se, veš, ta kot otegnitveni sindrom, ne, kot dolgo ni, ne, pač postaja nervoza, ne.
Zdaj ni bil čisto prvi tek, ne se si prej tekel, da si potem tudi dobil nagrado, ampak ko sem se z Robertom pogovarjal, kako potem to zgleda, ker to so teki po 250 km, to je... Ja, dobro, to ni v kosu, ne? Ni v kosu, seveda, zdaj ja. več etap, ne, večkrat se teče, potem se vpraša, kako to zgleda. To so etapni teki, samooskrbni, potem v knjigi imate tudi krasne kot fotografije, da si boste predstavljali, knjige so danes po promocijski ceni tudi na voljo. In potem, ko pove, kako to zgleda, da si moraš kuhati sam, da piješ iz take ven sproti, da to, ko potem prebereš, kaj je Robert vse skuhal si naprej doma, da je lahko to jedel. Kako to zgleda, to je res ekstremno, ne? Ampak potem je povedal tudi, da imaš plinski gorilnik in tako naprej. In ko sem ga vprašal, če je probal za šotorom prej to početi doma, ne vem, greš v park na dvorišče, nekje postaviš, da sprobaš, valjda ne boš tega v Peruju probal, ne? Je Robert, koliko sem razumel, ne, ti si kršal in gremo, ne? In ko potem vidiš, da te nekaj tako ponese, kot je bilo rečeno, nisi ravno polovičar, kot je tudi Urška rekla, ti ne boš šel teč, ne boš šel 2-krat na Pohorje, ti si šel ne boš 16-krat na Pohorje, dejansko 16-krat v 24 urah, ne? In potem se tam znajdeš in vse to preizkusiš iz prve, si genij, si nor, si misliš, to je najboljša stvar na svetu, cilja ne vidiš, ne veš, kaj bo, kaj si takrat dal skozi, ne? V bistvu je zelo zanimiva izkušnja, ko si pahnen v takšno eno stvar, ko ne veš, kaj pričakovati, ker jaz o teh tekih nisem imel res pojma. Mislim, gledal sem enkrat en dokumentarec, takrat popolnoma kot začetnik v trail teku in sem rekel, wow, to bom enkrat, ko bom veliki, ne. In to se mi je zdelo blazno nepredstavljivo, tam, ne vem, temperature plus 40, ljudje z tistimi nahrbtniki, si kuhajo, ne vem. Zdelo se mi je mogoče ena taka dobra postolovska stvar, ki bi jo mogoče kdaj enkrat ali pa mogoče nikoli, ne, nisem se tako resno z njo spogledoval, nisem imel cilja, da bi kdajkoli upal sanjati o tem. Ja, potem pa, ko si tam, pa ne vem, jaz sem takšen človek, kot sem, kamorkoli me daš, se zelo hitro učim, ne. Opazujem stvari in se mi zdi, da je to nekako najboljše, ker če si preveč nekaj pripravljaš naprej, pozabi, to se ruši potem kot domine, ne. In tam sem, hvala Bogu, imel enega soseda, Belgica, bil je star 63 let, imel je že, mislim, da enih 10 teh Marathon des Sablesov za sabo, kup izkušenj, ne. In jaz sem videl, on si reže, ne vem, te plastenke, pa ne vem, vidim, da potem zjutraj nosi polne plastenke rumene barve ven, pa zliva, ne. Jaz sem seveda mogel hoditi lulat ven in skozi si mogel se ven spraviti čez tiste vrvi napete, ne vem, WC so bili 200 metrov, ko si prišel nazaj, si izgubil, da si nazaj zaspal sigurno 20 minut, pol ure, ne. In potem se učiš pač te malenkosti, ne. In to se mi je zdelo fajn, tudi ko smo tekli, eni tekači so tekli samoravno in so se zelo pogrezali, včasih celo do kolen. Jaz sem tekel za njim, ker on pa je tekel po sipinah, seveda, ker na sipinah gor je utrjeno, ne, in se ni nikamor pogrezal. Tako da fajn je malo včasih neke stvari, ko jih sam ne poznaš, pa ne veš, opazovati druge, ki so izkušenejši. Kakšen tek je to, ne? V knjigi tudi lepo piše, da kakšen bi bil pravi način teka, ne? Da zagotovo ne po petah, ne? Ampak s časoma tudi pač, ker pride takšne obremenitve, človek počne vse, bojda vse, samo pač ni dobro, če hodi, ne? Ker ga lahko tudi kje vmes pobere, oziroma niso tako redki odstopi, ne? Je res izziv za telo do točke, ko res lahko pregoriš, ko moraš dejansko veš, kdaj nastopi dehidracija, pa nimaš GPS-a, ne, sproti moraš še razmišljati, kam boš tekel. Koliko je to po svoje celo nevarno početje, ne? Zdaj v bistvu tukaj ni nevarno, ker je stvar kar dobro organizirana, skozi si pač vsakih toliko kilometrov si videl kakšen džip, ker so stali pa stalno gledamo, opazovali.
2 ali 3-krat nas je preletel tudi helikopter. GPS imaš, ne, oni te sledijo, dobiš ga na nahrbtnik, tako da oni točno vejo, tudi gledajo te, ker imaš na levo in na desno stran, ti pustijo odstopati 200 metrov te začrtane linije, GPS imaš pa v uri, mislim, trak imaš v uri naložen, ne, in potem te pridejo prvič pa drugič prijazno samo opomniti, potem so pa ali penali ali pa tudi odstopi, mislim, tudi moraš odstopiti, ne, če preveč si zašel iz poti, ne. Zdaj potem, ker seveda pišeš o tem, kdaj si potem pod narekovaji pisal, seveda glede na to, da nisi imel niti plastenke vode, ampak si imel na sebi, seveda nisi tovoril računalnika s seboj, ne, ali zvezka in podobno, ampak kdaj si potem pisal, kako to potem pride do Urške in kako potem začne to nastajati v literarni obliki? Ne? Ja, to je izgledalo tako, mi smo imeli vsak dan na voljo, torej po vsaki etapi si stal v vrsti do računalnika, dostop si imel samo z satelitskim telefonom ali pa tudi računalnik si bil na satelit in si imel določeno količino znakov, ki jih lahko pošlješ, ne. Tako da jaz sem zmeraj Urški napisal, ne vem, par stavkov in ona je potem to pisala doma, ker je tudi objavljala v tistem času na moji Facebook strani, na Instagramu pa na spletni strani v obliki bloga, ne. Ker so ljudje, ki so vedeli, da grem na to avanturo, seveda me veselo spremljali, no. Mogoče lahko povemo, da namen ni bil pisanje knjige, ne. V bistvu takrat, ko se je Robert šel na prvo tekmo, smo morala zaradi sponzorjev, ki smo jih takrat nujno potrebovala, da je pač Robert lahko šel, da smo zbrali denar, sva morala narediti spletno stran. In na spletni strani pač mora biti neko življenje, nekaj se mora dogajati, ne. In v bistvu so ti blogi začeli nastajati kot nujno zlo, zato da sva potem pač upravičila to podporo, ki jo je Robert dobil, ne. In zato knjiga nastala čisto organsko potem na koncu, ko že zdavnaj se je vse pozabilo, pa ko sva že zdavnaj vse odložila, bom rekla, se je knjiga potem začela razvijati, ko sem jaz odšla iz novinarstva in sem imela dovolj časa in je bil covid in sem se nekako morala urnik zapolniti in sem se potem začela čist ne z namenom, da nastane knjiga, sem se prebijala čez to na Robertovo pobudo, da dava vse skupaj, pregledava, dopolniva. Sem si pa želela, da Robert še mogoče to nadgradi, zato je potem spet čakalo v predalu od covida do letošnjega leta. Potem pa je Robert rekel, da očitno bo več lahko povedal na teh srečanjih kot v knjigi in sva potem vseeno se odločila, da je izdava, kljub temu, da ni prišlo do tega nadgradnje, ki sem se želela. Zdaj, Robert, si knjižničar in pravljičar in tako naprej, ampak kako je bilo tukaj? Je tu Urška zbežala v pisanju naprej? Kako je bilo pisati o Robertu oziroma pisati biti Robert, ne? Ker je pač v prvi osebi napisano, ne? Pisala si pa ti oziroma... Jaz sem večino časa Robert, ne? Tako da... Če Robertove bloge pogledate, ne, če spremljate njegove družbena mreža, bi lahko rekli, da sva si zelo lepo razdelila vloge v življenju. On bo lep, jaz bom pa pametna, če pogledamo potem, kar on objavlja, ne. Ker je malo besed pa veliko slik Robertovih, zato se šalim, ampak res večino časa, ne vem, če se bo Robert strinjal, jaz vem, kaj Robert razmišlja. Mogoče včasih bolj kot on, pa jaz to povem, pa on reče, to sem hotel povedati, ne, tako da to je tista prednost, bom rekla, 23 let zakona, 3 otroci, 4 psi, kot izmeraj nekdo skače v besedo, pa si težko do konca kot partner poveš, kaj si misli povedati, zato si dosti, bom rekla, teh nekih luknj mora zapolniti sam in to nama je zmeraj šlo, ne. To. Moje glasne razmišljanje za oba, ne. Sploh na koncu so takšna res razmislek, misel, teku o tem, kje smo, kako živimo. Torej besede so tvoje misli pa njegove, čeprav razumem. Zgodbe so njegove, besede pa moje. Okay. Ja, jaz sem bil oko, ona je bila roka. Telo, jaz pa tako. Zdaj pa kako to potem funkcionira, ne? Glede na to, da seveda prija vsakodnevno življenje, služba, otroci, družinsko življenje in tako naprej. Potem pa Robert gre teč v Oman,
na Kanarske otoke, v Anglijo, mislim, vse posod. Kako to potem izgleda, kdaj pride do točke, aha, Robert res rad teče in steče in kako gre potem ta del, ker ni šel samo enkrat, ne? V bistvu je to, kar Robert pripoveduje o svojem teku, kako izgleda na njegovem teku, alegorija našega družinskega življenja, tako da on ima psihološke priprave pa fizične priprave tudi v vsakodnevnem življenju, tudi te improvizacije točno toliko doma, koliko je na teh tekih, mogoče tam še celo bolj nadzorovana kot tukaj, ker nam vse uhaja izpod rok včasih. Tako da, zdaj pa tako kot pravijo, dosti babic kila vodete, zato je včasih meni bilo lažje tudi biti sami, pa pač vso to našo dinamiko. Najstarejši sin je tukaj, lahko mogoče on potem na koncu pove, kako nam je uspevalo, ne? Ampak drugače pa bom rekla, da je bilo zelo podobno, se pravi, mi smo bili veseli za Roberta, ker kot tako velika družina smo težje hodili, da bi vse to doživeli, tako da smo z Robertom tudi te zgodbe mi podoživljali in živeli. Smo bili veseli, da hodi, mi smo se tudi imeli fino, dela je bilo približno enako ali pa manj, če ko Roberta ni bilo doma. Potem, ko je prišel domov, pa je bilo treba vse oprati, se naenkrat zgodilo veliko. Ampak mislim, da smo ujeli potem nek ritem, kako to izgleda, ko Robert gre. Robert je tudi vedno manj časa potreboval za te priprave, ne, ker je bil vedno bolj zverziran. Pri prvem smo se še najbolj lovili, računali, tehtali, potem pa že znal on zelo hitro oceniti, tako da se je tako mimo grede spakiral potem. Ja. Mislim, da mi je lahko Jaša hvaležen, da je bil tako dober v matematiki, ker je mogel zaračunati, koliko kalorij in vse to, da je štimalo. Ja. Ja, za primerjavo, mislim, da če sem si z glave prav zapomnil, mislim, da Michael Phelps, plavalec na vrhuncu svoje kariere je porabil, mislim, 12.000 kalorij na dan, ti pa mislim, da 14, ne? Tisoč, ne. Mogoče v celotni etapi. Zdaj pa ne malo etapi, kako je bilo, ja. Zdaj, ne vem, po uri, koliko gledam, jaz tam nekje na 10 kilometrov zelo intenzivnega teka porabim nekje 800 kalorij, recimo, ne. Zdaj, če to gremo krat, potem pridemo kar na visoke cifre, recimo tam kakšnih 100 kilometrov je 7.000-8.000 kalorij kar, ne. Se porabi, ja. Zdaj v knjigi so omenjeni recimo tudi drugi tekači, ampak če sem prav razumel, popravite me, če nisem, ampak to je dokaj že tako individualno početje, koliko je individualno, koliko je sebično, ker definitivno se ne smeš pretirano ozirati na druge, ker je to tako izčrpljujoče, da pač ni časa tu za solidarnost in podobno, razen za skrb, kar je tudi omenjeno, ampak kakšno početje je to ravno iz tega vidika, ti si tam sam, moraš priti do cilja, točke, tako naprej, moraš poskrbeti zase, ampak koliko je to potem, ko si tam, koliko je to, bom rekel, koliko je individualno, koliko je sebično, koliko je, ne vem, kakršnokoli početje. Zdaj moram povedati, da mi tekači smo med sabo zelo solidarni, ne. Včasih se ti potem to obrestuje, drugič ne, ker smo pač tudi različni karakteri. Je to, zagotovo gre za en takšen zelo samoten šport, ne, zato tudi v njem uživam, ker v njem sem našel v bistvu ta nek mir, to neko tišino, ki jo človek rabi, da se nekako lahko sam s sabo pogovori, ne, ker danes v vsakdanjem svetu, ko hodimo v službe, ko imamo otroke, ne vem, ko zvečer tudi, ko se vležeš v posteljo, slišiš zvoki nas obkrožajo, ni več pravega miru in tišine, ne, in v bistvu je meni to kot neke vrste meditacije, ta odklop, ne, zato ne maram teh, bom rekel, množičnih tekov, ne, kjer je, ne vem, 500, 1000, 2000 tekačev, ker v bistvu ne moreš biti sam, ne. To so pa teki, ki ne vem, je 200-300 tekačev, ampak so take razlike v tempu, da se to raztegne in v bistvu, ne vem, ko tečeš to nekaj v puščavi, vidiš samo kakšne pikice in to je to, ne. Narave zdaj pretirano gledati ne moreš, ne, zdaj, ne vem, glasbeniki, nogometaši pravijo, da kamorkoli grejo, tako ali tako nič ne vidijo tega od mest, kjer nastopajo ali igrajo.
tu pač tečeš vse posod, kako je tu z naravo, vem, da sicer si videl ogromno ovac oziroma ovc v Angliji, ampak kako je s tem, ko si tam, ne, ker ne nazadnje se greš po državah, ki so, verjamem, da prekrasne, ki jih sicer ne bi obiskal, ampak ko si enkrat ne vem, v Peruju, v Omanu, v kaj zvem kje, ne, koliko vidiš te narave, ker to slike so prekrasne, mislim, človek jaz ne bi ravno laufal tam, gledal, ker je res, res lepo. Ne. Dobro, v puščavi ravno ne vidiš neke narave, ne? Razen ko smo, mislim, da zadnja etapa ali predzadnja etapa smo prišli na to stičišče z oceanom, ne? To je bilo fascinantno, tudi mogoče zaradi tega, ker je tam že res bila neka tista prelomna točka. Drugače ti teki, ko so pa, ne vem, Šrilanka, pa po teh gorovih, to pa je fascinantno in to je v bistvu meni največji užitek, odkrivanje teh koščkov sveta, ki so na nek način še neodkriti, ne. Ta množični turizem, ko se voziš pač po mestih in to mi je nezanimivo, ne. Bolj so mi zanimivi, ne vem, tudi ti, ko smo v Jordaniji tekli, so nam pravi ti nomadski, se ne vem, mogoče so se zaradi nas tako oblekli, pa prišli s kamelami, da so nam šotor postavili, ampak pa skuhali potem tisto zadnjo večerjo. Na srečo neposledno. Ja, gre za tisti res taki prvinski stik, no, z ljudmi in z naravo, ne. Koliko tega, kar je Robert jedel na poti, potem skuha doma? Koliko ste vi tega probali? Ker pač meni je to res interesantno, da bi takšne stvari potem želatine, tralala, vse, kar piše noter, seveda prekrasno v knjigi. Koliko je tega Robert sprobal doma, koliko ste vi ostali v družini? Ne? Zdaj, kar se tiče prehranjevanja, smo res posebna družina, ne? Mi vse preizkusimo, kar pride, kar se napiše, kar oba sva takšna, da smo jedli od tega, da je Robert bil vegan, pa vegetarijanec, pa potem smo jedli samo meso, pa pol smo jedli samo olje, pa maščobo, pa vse smo preizkusili. Tako da, pa tudi sladkarije, da ne bo pomote, ne? Tega je polno pri nas. Čips po 8 uri se povsod šumi. Drugače pa je v prvi, ko je šel na prvo, je bil velik problem hrana, ne? Ker nismo vedeli, kje sploh, tudi ni še bilo toliko po internetu, da si lahko te izofilirane, ali kako, dehidrirane hrane, da si kupil. To je bil zelo zabavne so te zgodbe. Mama je poznala človeka, ki je v vojski bil dolga leta, pol smo klicali, če se da, ker vojska pač ima takšno hrano, če bi lahko to dobili, pol nam to nekaj ni uspelo, ne, malo smo dobili, ne dovolj, ne. Teža je bila, zelo velika. Pretežka je bila ta hrana, tako da smo potem mi doma pustili, pa smo pač pojedli, da vidimo, mislim, kaj naši vojaki pojejo, ne. Potem, ampak se v bistvu z razvojem tudi to in zdaj sploh ni več problem. Zdaj si teoretično lahko tudi kitajske rezance, ne, tam dobiš vročo vodo, ne, in to naliješ, zmešaš in ješ, ne. Pa tudi, mislim, je bogato kalorična hrana, ne, pa zelo lahka za pakiranje, pa tudi lahka po teži, ne, tako da lahko daš v nahrbtnike, ne. Tako da smo se mi skupaj z razvojem te umetne prehrane smo se tudi mi prilagajali oziroma Robert in potem, kar ostane, pač poskusimo doma. Urška, tudi takrat, ko sem se vrgel v to keto dieto, ne, je tudi naštudirala vse recepte, je pekla ta prav keto kruh in vse te zadeve. Tako da smo dosti teh stvari tudi tako skupaj naštudirala. Tudi kaj mi najbolj štima, ne vem, ta beef jerky smo potem odkrila ene pubice iz Koroške, ko so to delali, tako da je bilo zabavno, ja. Zdaj pa v keto hrani bi lahko tudi ogromno časa zgubljali s tem, da mogoče za tiste, ki si želijo poskusiti, bi rekla, da iz svojih izkušenj, da za moške je zelo v redu, za ženske pa ni preveč v redu. Ravno zaradi tega, ker ti zelo dosti hormone rasuje, tako da v bistvu ženskam ne bi priporočala. Zdaj noter je tudi krasna slika iz dopusta, kjer je Robert na vrhu neke gore popolnoma sam, ne, izkoristil priložnost. To so bili dopusti. To so bili dopusti, kako izgledajo dopusti, ne, to sem mislil vprašati. Približno tako. No, eden prvih takih dopustov, ko smo šli z družino, je bil ta tekaški, ne, ko sem jaz bil še kolesar, pa je Urška tekla, pa sem jaz imel pač, ne vem, mislim, da sem tisti dan, ali en dan pred tem sem šel na neke hude vzpone, tako da sem potem, ampak sem vseeno mislil, ja, da dobro, nekih 10-15 kilometrov teka mi ne bo kaj hudega naredilo, ne.
pa mi očitno je. Ja, nekaj časa smo hodili tako na dopuste po moje. Tako bom jaz iskreno povedala. Vsa leta, dokler otroci niso postali najstniki, smo hodili po njegove na dopuste. Potem pa so se, hvala Bogu, otroci uprli, pa so rekli, da tu se pa res nič ne dogaja sredi teh gor, ne? In da bi bilo fino, če mi tudi morje vidimo, pa zabave, pa ne. In potem je nastal pritisk, jaz se seveda nisem opirala, ne, ker bi bil že čas, da gremo na morje. In potem smo začeli iskati te kompromise. In je tudi moja sodelavka, ki mi je dala takrat na svet, ko sem ga iskala, kje najdeš morje, cesto in goro. Ker to more biti... Na Hrvaški breg je Makarska, pa zdaj Bjokovo zelo visoko. Ampak problem je pri Robertu v tem, da se tudi vsega naveliča, tako da lahko ima samo enkrat na isto lokacijo, ne? Ker potem, ko on že vse preteče, ne? Potem valjda, da ne bo šel naslednje leto spet isto. Ampak potem so otroci zmagali, ko so prišli v srednjo šolo in se je Robert začel prilagajati. Zato se zdaj tudi veseli, da otroci odraščajo, pa začenjajo po svoje hoditi na dopust in zdaj se bojim, da bo spet pritisk nastal na mene, da gremo spet po Robertove na dopuste. Ne, letos gremo prvič po dolgem času sama na en taki kompromis. Po dolgem trekking. času, prvič sploh. Tebi se zdi po dolgem času, ja? Ja, bila smo v Turčiji, no, ampak ja. Za Robertu 40. rojstni dan, zdaj pa je star nekaj 50. Tako da letos gremo prvič tak sama in Da ne v tako Nepal. mešanico. Na trekking. Na trekking Okay, no, po nisem Kirgiziji, daleč. ne? Po Kirgiziji. Ja. In jaz upam, da bo tako malo bolj lahkotno, da bo še kakšna urca za mene ostala. Ob 4 zjutraj do 6, ko se tabor pospravi. Pa Kakšna gremo dalje. urca? Ali dve. Ali dve. Ja. Koliko tečeš? Je to vsakodnevno početje, je to nekaj, brez česar ne moreš, da vzdržuješ in kondicijo in stik s tem, ali lahko vmes popolnoma opustiš za par dni, tednov, mesecev? V bistvu je to zdaj taka rutina že, da se ne vprašaš, če greš ali ne, ampak pač greš, ne, ker pač, ne vem, določene posledice za sabo pusti, če ne greš, ne, in ta tek me nekako ohranja v tem nekem ravnovesju, ne, tako da to je, ja, lahko rečem, da je neke vrste zasvojenosti, ne. Pa reče vsaj adijo, ali ker gre? Robertova šibka jutra niso njegova močna točka. Sploh zgodaj zjutraj, ne. Sploh zgodaj zjutraj niso Zdaj, glede na to, da močna si tekel svetilko na drugem koncu sveta, kdaj je zgodaj zjutraj? Zgodaj zjutraj ob 5. Okay. Ja. No. 6. No. Robertu se je tako, bom rekla, telo prebudi, tako kot sam reče, tu okoli 9, 10, ampak je takrat treba iti v službo. Tako da zato so bili popoldnevi. Ja, zato so tvoje močna točka popoldnevi, ne? Tako da, kaj je že bilo, se pravi čujem vprašanje? Če reče vsaj adijo. Ja, če reče adijo, tako da ima čas reče adijo, ker gre popoldan. Tako da, če bi bilo pa zjutraj, potem sem jaz tista, ki ponavadi samo zginem, pa se pojavim. Dobro, zdaj tudi Urška vzljublja to, da jaz tečem, ne, ker zdaj imamo 4 pse, ne, imeli smo 2. 2 sta se zgodila. Ja, ker Smo pazili, ampak. Ne dovolj. Ja. V glavnem in ta moški, ne, samec torej, je zelo tudi tak, mislim, sej leži pa vse, ampak če mogoče kak dan ne grem teč, se mu zdi že čudno, ne. In potem, ko gre Urška z njim na sprehod, ji malo se včasih popne. Se dolgočasi, zdaj smo zamenjali vloge, to je tisto, ko sem in takrat. pol je Urška me včasih vpraša, kaj danes pa ne greš z šacijem teč, ne. Tako da je tudi nekako po tej strani je postala všeč, da tečem, no, da psa zgonim. Zdaj, glede na naravo svoje službe, kar nekaj sodelavcev, kolikor sem slišala tukaj, ne, v službi si seveda predan svojemu delovnemu mestu in sodelavcem in tako naprej zagotovo, ampak koliko razmišljaš potem o tem, da boš šel spet na kakšen trail, da boš šel spet teč, koliko je to zadaj ta razmislek, ker na koncu knjige je res lepo opisano, kaj nam lahko prinese, ne vem, že narava sama, kot si sam ugotovil na Pohorju, ne, in obratno, koliko, ko si nekje in tečeš nek resen trail, samo skrbni, koliko takrat razmišljaš o knjižnici? Pa bolj redko, ne, to je takrat ta tekst jaz vzamem res kot popoln odklop in takrat pač grem nekako notri v sebe raziskovati vse te
nerešene stvari, ki jih imamo ali sami s sabo ali z družino ali kakorkoli. Tako da takrat se vržem bolj v neke te duhovne sfere. V službi pa velikokrat razmišljam na teh kakšnih treningih, sploh če so na vidiku kakšni projekti, in se mi zdi, da to bodo mnogi zdravniki, pa tudi tile, ki se ukvarjajo z možgani, potrdili, da v bistvu gibanje zelo pomaga pri razmišljanju, ne. In se mi zdi, da takrat, ko tečem, da se je zgodilo mnogo različnih idej, od takšnih, ki sem jih potem realiziral v službi ali v nekih teh, ne vem, privat, tudi sam sem organiziral neke določene stvari. Jaz se smejim, ker Robert dostikrat pride s teka pa reče, veš, kaj sem se zdaj spomnil, ali pa veš, kaj sem zdaj razmišljal, kaj če bi mi, tako da to je to. Zdaj, ko pa je potem ultramaratona konec, opisano je dobro, da seveda tukaj tekmujejo resni profesionalci, tudi nagradni skladi so dokaj visoki. To človek težko zmaga, si predstavljam, sila težko, rezultatov praktično noter niti ni omenjenih, ampak kakšno je potem doma vprašanje, kako ti je šlo, kateri si bil, koliko je žuljev, kakšni so bili copati, ne vem, To so bili na začetku ta vprašanja, ne? Zdaj Robert včasih užaljen, ker se samo pojavi doma, pa sploh se nič ne spremeni. Ja, to pa me ne pričaka. Ne, ni godbe napihala, ni rdečega tepiha, ni torte sveže spečene. Tako da samo se pojavi pa vsi reče, o, zdravo. Je zdaj odvisno, na teh res takih tekmovanjih so denarni skladi zelo visoki, tu so pač profesionalni tekači, ki imajo za sebo te sponzorje, kot so pač proizvajalci te opreme pa prehrane in tako naprej. To je pač ta, bom rekel, elita, ki jih je mogoče 10%, ne. Potem pa smo vsi ostali, eni tudi taki, ki grejo čist poskusiti srečo, do takšnih resnih rekreativcev. Zdaj jaz imam srečo, mogoče od 6 let nazaj, ko sem prišel v to kategorijo 50+, pa zgleda, da sem v tej kategoriji kar dober, ker lani sem imel zelo uspešno sezono, sem bil zmeraj na prvih 3 mestih, ne, in sem nekako rekel, da bom letos zaključil kariero tekmovalno, ampak mi je ostalo, ker to dobiš denarne nagrade, ki pa jih ne dobiš tako v kuverti, ampak se ti nekje nalagajo kot nek bonus in lahko izkoristiš samo kot... Tako v tušu pa Lidlu. Tako da lahko samo kot štartnino v bistvu to porabiš, tako da letos upam, da je res zadnjič, ne. Ker sem zelo začel uživati v teh nekih, ko gremo z šacijem na Pohorje, pa imamo časa 5 ur in ne vem, kam grem, samo vem, da imam 5 ur in sploh ne razmišljam, kam bomo tekla, kje bomo se ustavila. V bistvu tak mi je to postalo zdaj najlepši tek. Tako da rezultat ni. Ne, mi ne pomeni več toliko, no, kot mi je včasih. Ja. Zdaj, ponovadi marsikdaj velja, da je pomembna pot, ne pa sam cilj, ne, ampak zelo dobro je opisano, kaj je tisto pred ciljem, ne, ko se lahko zgodi tisto, ko si tik pred ciljem in takrat dobiš dodaten zagon. Kdaj se to zgodi, na kakšen način, kdaj potem veš, aha, ne bom odstopil, ker mislim, da zdaj 2-krat si odstopil, mislim, enkrat zelo fejst padel. Kdaj potem veš, aha, ne bom se predal, kdaj veš, aha, zdaj pa me bo to pognalo do konca in veš, da je pomembna pot, ne, se ugibam, da z pisanjem knjige je podobno, ne, sama pot, potem tista pika na koncu. Kako je s tem, ne, in pri teku in pri knjigi, ne? Ne vem, kdaj tisti čas, mislim, zagotovo na vsakem štartu, ko stojiš, je tvoj cilj na cilju, ne. Nikoli nisem razmišljal o tem, da bi odstopil, ampak odstopiš res takrat, ko je hudo, ne vem, odstopil sem na Ultratrail Mont Blancu, ko nas je zajelo eno neurje, ki je trajalo, ne vem, dobre pol ure, ampak po tisti pol ure je bilo približno 10 centimetrov take debele toče, ne. To se je zgodilo ob 7-8 zvečer, pred mano je bilo pa še 50 kilometrov do cilja, bil sem ves premražen, izgubil sem v tistem trenutku voljo, tudi ne vem, stali smo tam, tiste pol ure se nič ni dogajalo, ne. Tam sem v bistvu nekako, nisem se več pobral, no. Mogoče lahko kot zanimivost povem, spet jaz za Roberta, da Robert veliko lažje prenaša vročino kot mraz, ne.
Razen, če pozabi kapo. Ja, to je tudi najpogostejši spor v najnih zrelih letih, ne, ker Roberta zmeraj zebe, ne, zime niso pisane na kožo, ne. Tako da dostikrat tudi v stanovanju sedi s kapo, pa v taki muciki, pa to. Ker imamo tudi po zimi odprt balkon, ne. Ampak ne cel dan. Skratka, in to je tisto, kar se mu je zgodilo tukaj pri tem odstopu po moje, ne, in kar sem jaz vedno občudovala, tudi pri kolesarjenju, njemu ni problem, ne vem kakšna vročina, zelo v redu prenaša vročino, ko se meni zdi absolutno nemogoče neka vadba resnejša, lahko on teče v trenutku, ko pa je mrzlo, pa njemu zelo hitro jemlje energijo. To se mi zdi mogoče zanimivo in je zato toliko fascinantno mogoče, ne, ker so same take potem okoliščine, kot so puščave, pa to in večina se dogaja v vročini, ko imaš uspehe, ne, in če pogledaš pol po knjigi, večinoma tiste, kar so te mučile stvari, so bile, ko je bilo hladno, ne, ali pa povezano z dežjem, pa tako, ne. Ja, različni smo, ne. Ja. Ja, vsekakor. Kaj veste več drug o drugem po tem, zdaj, ko je ta knjiga napisana, ko je to popisano, če bi pogledala nazaj, če je možno pogledati nazaj, preden se je vse to zgodilo, tek in tako naprej in ultramaratoni, sponzorji knjige, ker je toliko obveznosti, pa vseeno velika strast. Kaj veste zdaj več drug o drugem, kot sta morda vedela, preden se je vse to začelo? No, poslušam. Jaz imam Urško v telefonu, v imeniku še zmeraj napisano Supergirl, ne? Tako kot prvič, ko smo se spoznala. Jaz imam tudi Superman, tako in mislim, da v tem času, ne vem, se je spletlo neko, tudi lahko rečem neko prijateljstvo, no? Ker veš, da lahko se na človeka 100% zaneseš, da je to človek, ki bo doma v tistem času, ko tebe ni, poskrbel za vse. To je razlika, ko grem jaz od doma ali pa ko gre Robert od doma. Se imamo tudi fino, ne, otroci mogoče so takrat celo malo bolj, kaj naj rečem, razbremenjeni. Ampak potem zadnji dan, no, preden Urška se vrne domov, potem je malo napeto stanje. Dokler se vse ne pobriše, pa spravi. Posodo pomiti, pospraviti. Tako da ja, ta neki najstnik je še zmeraj ostal v meni. Vem, ko sem bil najstnik, je podobno bilo, oče in mama imata pač nek vikend in sta vsak petek in v soboto šla dol, tako da sem pol v nedeljo vse tisto posodo za nazaj, pa ko sem imel kakšne žure, pa frende, čisto, tako da zdaj isto. Ko Urška gre, se jaz spremenim v najstnika. In Urška, rekla si, zgodbe so njegove, ne, besede tvoje, ampak vseeno si verjetno marsikaj morda videla ali pa spoznala ali pa obnovila na novo, ne vem, kako je bilo tebi, ne? V bistvu ne bi rekla, da je pri meni knjiga, ampak da je karkoli spremenila ali pa karkoli poglobila ali pa kaj. Enostavno to življenje, teh 23 let, pa se pravi 4-krat osnovna šola, 2-krat gimnazija, zdaj še nas čaka ena, zadnja, pa vse živali, pa vse obveznosti, pa to če tu ne obdržiš smisla za humor, potem imaš problem, ne. Tako da v bistvu iz tega vidika bi mogoče bilo tudi isto, če bi Robert imel službo, kjer bi hodil pogosto na službena potovanja, mislim, ne. Ne bom rekla, da je zdaj zaradi tega, ker je pač ultratekač naše življenje karkoli posebno, ne. Definitivno je Robert človek, ki se ne pogovarja veliko, ampak ko se pa odloči, ima pa zelo smisel za humor, se mu tudi ful nasmejiš, ne. Želela bi si, da se pogosteje odloči, ampak to mogoče še pride, ne. Tako da knjiga je, tako kot sem rekla, čisto organsko nastala, ne da bi imeli kakršnekoli načrtne jasne on. Cenim, da se je Robert odločil, da sem dovolj zanimivo napisala, da bi to lahko bila knjiga, jaz nisem bila tega mnenja, ne. Pa še zdaj pogrešam ta moški vidik, ta njegovo malo, bom rekla, malo bolj poglobljeno, pa ta samorefleksija, ne. Jaz se samorefleksija o tem, kako je bil na Čučavcu. A bolj globlje ne gre, ali kaj? Ja, se lahko zdaj o tem mogoče tudi kakšno rečemo. Mene je to zanimalo, recimo tudi z tega antropološkega vidika, ne.
se mi zdi, da moški dosti bolj rabimo to neko gibanje, pa to neko, da se zapremo pač v to svojo votlino. Urška je rekla, da sem redko beseden. Jaz mislim, da večina moških naspram ženskam manj govori, ne. Pa zdaj po Facebooku tudi kroži ena tista razlika med moškimi pa med ženskimi možgani, ne, ko imaš one škatlice, ki se ne dotikajo ena drugi, pa potegneš ven, pa se pogovarjaš samo o avtu, ne, pa pospraviš, pa samo o teku, pa pospraviš, ne. Pri ženskah pa kot da bi vse žice med sabo povezal, ne, in to dela bzzz, ne. In vse, zakaj nisi včeraj nesel, sem ti dol, ker sem ti rekla, da ne vem, ne, jaz pse vozim, pa vse ono, pa še čustva so notri vnesena, tako da tukaj je ta neka razlika med moškimi in ženskami, ne. No, ampak ženske tudi tečejo na ultramaratonu, ne? Tečejo, ja, ampak mogoče zdaj tak tudi iz tega nekega vidika, marsikateri ženski sem se zaradi tega že zameril, ko sem to rekel, ampak jaz še zmeraj trdim, da ženske niso ustvarjene za, bom rekel, tekmovalni šport, ne. Že po sami naravi, pač enostavno proti naravi ne moremo, ne. Kakorkoli gledamo, imamo o sebi zelo visoko mnenje, kako smo se kot ljudje razvili, ne, ampak tisti neki, bom rekel, osnovni naravni vidiki, kaj so nam bili dani, so ostali nekako v nas, ne. In to danes, ko prihaja tudi do tega, ne vem, da se od moških pričakuje, da bojo otroka previjali, da se bodo, ne vem, vrgli celi notri, ne, to so neka družbena pričakovanja, ki so proti naši naravi. Mi seveda to naredimo, ampak proti svoji volji, ne, zato pride do nekih trenj v nas in jaz to pač filtriram skozi tek, ne. Dobro, torej na ultramaratonci so torej vsi tisti, ki so na siglo previjali. Mogoče. Trikrat, ja, pardon, se opravičujem, pa še 4 psi doma, ne. Ja. Se ne rečem, mislim, vse je fajn. Mogoče bom spet jaz te besede, Robert, popravila, ne, kar je mislil, ne. Ja. Prevedeno. Ja, bom jaz prevedla, da se ne bo slišalo tako grozno. Robert, v bistvu, ampak to zelo pogosto poslušam doma, zato si upam namesto njega povedati. Robert je mislil kot telo, da žensko telo ni ustvarjeno za takšen stres, ki ga pač v športu doživi, in njega potem zelo stresira, ko vidi recimo kakšne te objave, ko so ženske športnice, ki so res na meji vzdržljivosti, o tem zdaj govori, ne misli o tem, da si lahko samo lepa pa sprehajaš vse, ne? Ampak da lahko, v bistvu mi vsi športno pač živimo. Ja, ne moti te, da Ilka Štuhec smuča, ne? Ne. No, ampak res te... Ker v bistvu, kaj se jaz z njim strinjam, ker žensko telo, tako kot sem že takrat v začetku povedala, hormonsko zelo dosti posledic odnese negativnih, ne. In iz teh posledic se tudi vidi, da ni narejeno, ker se pač odklopi ta možnost reprodukcije, pa vse, kar to prinese za sabo, pa tudi dolgoročne posledice so večje in na kostni gostoti in na vsem, ne. To je imel zdaj Robert v Ja, mislih, mišice so tiste, kaj nas v bistvu ločijo, ne, ker pač... Medtem ko žensko telo zelo hitro začne jesti mišice, je moško telo rastejo mišice pri športu, ne. In... No, vse razlika je bila pa opisana na začetku, ne. Ti si šla teč v paru, on je pa to vzel kot tekmo. Zato, da se grem zabavati, pa z možem pogovarjati, on je pa vzel, ja, da z ženo tekmuje. Ne v začetku. Pol se mu je to zgodilo. Ker smo v Mariboru in ker je bilo Pohorje tisto gonilo ali pa začetek, ne, kaj točno na Pohorju, ali pa če bi kogarkoli tukaj danes zanimalo, da bi šel, kaže sušeno govedino jesti na drugi konec sveta, ne, in teč na ultramaraton, kje naj začne, kaj je bila tista točka, morda za tebe, morda kje na Pohorju. Vsi kdaj gremo, ne, potem slišiš, ne vem, sam sabo tekmuješ, ne vem, od spodaj pa po čopki pa gor, pa si 55 minut in si ful vesel in zdaj sem pa zmagal, pol pa nekdo reče, da je rekord na Pohorje, pa je, ne vem, 17 minut ali nekaj takega, ne, od spodnje do zgornje postaje vzpenjače. Katere točke, kako je bilo to zate, kaj si ti tu videl na Pohorju? Ja, meni je še zmeraj fascinantno, kljub, ne vem, da sem veliko potoval ali pa še to leto bom, ne,
da zmeraj, ko pridem v Maribor, vidim, kako smo lahko srečni, ne? Sploh iz različnih vidikov. Kot prvo imamo res, bom rekel, mesto skoncentrirano, da zelo malo časa porabimo, da pridemo do neke popolnoma narave, kjer je ta narava res prvinska, ne? Ker nimaš vsaki, ne vem, 10 metrov avto, ki ti trobi in tako naprej. Tako da z tega vidika smo lahko srečni. Dobro, neke stvari se seveda razvijajo, ampak jaz vedno pravim, fajn bi bilo, da se ne bi razvijale, ne? Ker ko smo v Avstrijo smo hodili, pa v Italijo smo hodili, sicer imajo tam super urejeno, pa vse, ampak ti tečeš, dol se ti spuščajo downhillarji, ne vem, in nimaš tega odklopa, ne? Stres je vseeno, sploh če imaš, ne vem, psa, ki je majhen, se bojiš, da ti ga bo kdo povozil, tu pa greš na Pohorje in ne vem, v teh 3, 4, 5 urah redko koga srečaš, sploh če poznaš neke take poti, ki so na Pohorju, ne. Tako da se mi zdi to fascinantno, da tisti, ki ne izkoriščate tega, ne, dajte to čim več, ker imamo tukaj res tako rekoč pred nosom, to neko zeleno oazo, kjer je voda, ki teče, še zmeraj pitna, lahko jo pijete 100%, jaz jo pijem vsakič, ko sem na Pohorju in še nisem imel nikoli, nikdar dobenih prebavnih težav, to je tudi recimo ena taka redkost, ne, dobiti neki pitno vodo v naravi. Tako da, ja, to vesel sem, no, da sem Mariborčan. Kdaj si se nazadnje peljal z gondolo? Sem se sploh? Ne. Točno, službeno sem bil, ko smo imeli enkrat So te vlekli not v gondolo? Kazenska. Gori v tej cerkvici pri Belviju smo imeli en dogodek, pravlični dan, in takrat smo tudi neko robo vse gor tovorili, takrat smo šli z gondolo, ja, službeno je bilo. Kolikor vem, te že za vikend čaka nov tek, ne? Ja, domač teren. Vsake 2 leti se v Sloveniji zgodi. Jaz sem zdaj nekako vzljubil to znamko Ultra X. To je ena angleška pač korporacija, ki se ukvarja z trail teki, z organizacijo trail tekov po vsem svetu, in oni z razliko od Marathon des Sables ne organizirajo teko samo v puščavi, ampak tudi v gorah, tudi v pragozdovih in tako naprej. Pa ta razlika je, da pri njih ne rabiš biti popolnoma samooskrben, ampak samo za tisto etapo moraš poskrbeti za hrano, pa za oblačila, pa pač kot obvezno opremo, kaj ti dajo. Pri Marathon des Sablesu si pa moral v bistvu za vseh 5 etap tovoriti vse sabo, ne. Tako da to je razlika. Pa ja, še zmeraj se vzdržuje ta neka bolj pustolovska, pa druženje s tekači potem v taboru. Skratka, ni tako, da prideš, odtečeš, poješ, popiješ, pa greš, ne, ampak si v bistvu z njimi živiš vseh teh 5 dni, ne. Urška, koliko parov čevljev, da Robert skozi Oh my God, to pa je boleča točka. To pa je boleča točka, so čevlji. Več imam kot ona, ne. Že samo pri teniski, ker Robertova šibka točka so čevlji pa jakne. To dvoje ima šibka točka, tega imamo doma. Vsake toliko časa ga prosim, pa se to zelo obnese, pa mogoče svetujem tudi ostalim, ki imajo za kakšno stvarjo problem, mi smo sicer v centru mesta, ga prosim, da teniske, za katere zagotovo ve, da si jih ne bo več obul, da ščisti in jih nastavimo na ulico in zginejo zelo hitro, v parih urah. A vi ste tisti? Ja. In marsikdo je začel teči zaradi tega. Ja, pa tudi bidone, pa takšne stvari, ki se nam naberejo, damo tam na cesto in se zelo hitro grejo. Bi pa mogoče zdaj odgovorila na tisto vprašanje, vmes me prešinilo, kaj sem se jaz naučila od Roberta, ne? Discipline. To pa moram povedati, da včasih sem sicer bila zelo jezna, ker sem bila prisiljena, da se moram tako disciplinirati, ne? Ker Robert druge zelo rad disciplinira, ne? Sam je malo manj discipliniran, ampak če hočeš z njim živeti, moraš biti discipliniran, ker nekdo mora biti odgovoren v družini, ne? In držati se stvari skupaj, ampak moram reči, da mi je ta disciplina, bom rekla, v življenju zelo prav pride.
Sama se ne bi, če ne bi bila prisiljena, da se discipliniram, se ne bi, sem tudi bolj tak vedno vse do konca, pa zadnjo, pa na zadnji rok. Ampak zdaj sem tista, ki vse prej naredim, pa vse prej oddam, pa še računam na to, da še lahko vmes kaj zgodi in je življenje dosti manj stresno. Tako da tudi v službi, na vseh področjih, tako da zdaj sem mu za to hvaležna. Da si lahko on privošči stres, sem se jaz disciplinirala. In kako težko se je ločiti od superg, tenisk oziroma obutve, s katero tečeš? Ne vem, da so recimo košarkarji precej navezani na določen par čevljev, ampak se tudi ti slejko prej obrabijo, kako je to pri tebi? Kdaj so tisti čevlji? Zdaj pa ti pa so res klinično mrtvi, ne? Lahko poveš tudi zgodbo, ko si mislil, da so ti vkradli čevlje. Spomnim, Ko smo jih imeli zunaj na gangu, pa si jih enkrat pospravil za spremembo, pa si mislil, da... Jaz, ko pridem domov, zdaj sem se tudi tukaj zdiscipliniral, sploh iz enega vidika, ker sem enkrat dobil glivice, ne, na nočih in to je hudo, ne. To je hujše kot vsi ti žulji, ki so tukaj opisani. Bolj dolgotrajno. In to se je zgodilo, ker sem imel pač navado, ne vem, ko priješ domov, frcneš superge dol pod klop na ganku, ne vem, se greš tuširati in je to, ne. In potem seveda, ko se noga notri poti, se bakterije razvijajo in potem to pride verjetno na noge. Skratka, zdaj sem začel tudi, ko prihajam domov, lepo teniske z vlažno krpo očistim notri, potem nafilam notri z časopisnim papirjem, lepo obliko dobijo in tudi dalj časa življenjsko dobo zdržujejo. Drugače pa, to, kaj pa je Urška povedala, enkrat je rekla, da naj jih pospravim. Samo zdaj se vidi, da žena nima vpliva, glivice so močnejši faktor, ko ženi ne prošnje, da pospraviš teniske. Skratka, enkrat sem pa teniske pospravil in potem sem prišel domov, sem hotel trening narediti in tenisk ni, ne. In potem premečem vse tiste moje kote, kjer bi lahko teniske bile, so bile nove. In sem se strašil za njih in potem so bile pa pospravljene, ker sem si uredil tak tudi v stanovanju en kotiček, kjer imam zdaj to opremo, ampak zdaj več ni pospravljena, ne. Čas je moj res zelo hud sovražnik, vse posod tudi na teku je bil, ne, ampak zdaj bom pospravil. Dajte en aplavz, hvala vsem, da ste prišli. Čas pa vsekakor ni sovražnik za vaša vprašanja, tako da če kdorkoli ima seveda kakršnokoli vprašanje, mislim, da ste Urška in Robert danes zelo pripravljena, da vam odgovorita res na vsa vprašanja. Tudi lahko o otrocih kaj, o vzgoji, Lahko vpraša otrok. Zdaj so prišli še ostali. Na konec. Lahko, vse se sliši. Če je kakšna taka izkušnja, če malo poglobljeno bolj poveš, kaj si doživljal, če te je to kaj spremenilo, glede na to, da jaz sem tudi sama pretekla maraton in maraton je najbrž tebi nič, ne, proti temu, ampak jaz vem, da je mene maraton spremenil in bi še šla, ne, ampak me zanima, če si ti tudi na teh daljših tekih občutil, zdaj sem pa osebnostno zrasel, kaj se ti je zgodilo ali duhovno bi rekla? Če ti je bilo kako prebojenje ali kakšna dodatna... Pa teh prebojenj se kar zgodi, no, včasih se kar nekaj prikaže. Tako bom rekel, jaz občudujem takšne, ki tečejo cestne teke, sploh te dolžine, kot so, ne vem, maraton ali pa še kaj daljšega, ker to pa je res, to meni pomeni res ena hudih psihološki napor, ne. Mogoče tudi zaradi tega raje tečem trail teke, ker tam je fokus vseeno nekako na zmeraj na pokrajino, predvsem tam, kjer tečeš, da si ne zviješ kakšnega gležnja, ker se relief nenehno spreminja, pasti so v obliki, ne vem, luknj, kamnov, korenin, kakorkoli. Spremenil me je mogoče v tem smislu ta odnos do narave, ne. Občasno se zmeraj znova čudim pač tej naravi, pa vsem tem stvaritvam narave, ne,
kaj vse narava ima. Zraven tega, seveda, ko so vse te krize, je tvoj ego zelo, zelo majhen, ne? Takrat lahko ta ego potlačiš in tudi vidiš sam sebe, tistega ranljivega. Tek me je naučil, da je v bistvu ta tek na dolge proge je kot eno življenje, je polno padcev in vzponov in da ko padeš, je moč, da najdeš spet, bom rekel, to v sebi, da se pobereš in greš naprej, kljub temu, da ti je zelo hudo, ne. Tako da ti potem tudi v življenju neke stvari, ki se danes marsikomu zdijo, ne vem, zelo težke, se meni zdijo easy busy, ne. To je glavno, kar me je spremenilo, no. Še kaj? Prej, gospod Robert, ne, za vas vprašanje. Ja. Prej sem vas zelo dobro spremljal v tisti točki, ko ste rekli, da pač morate iti teči ali pa morate iti ven ali pa se nekaj zgodi, ne. Zdaj se spomnim primera te smučarke Lindsey Vonn, ki je nehala, ne, ki ne more več, ker ima noge razbrazdane od ran, ampak ne, zdaj pa zopet tekmuje, ne. Torej, kakšen je ta problem, ko začutite neki odtegnitveni sindrom ali kaj je to, kaj se zgodi v vas, kaj se zgodi z okolico, vaš odnos do okolice, ker morate iti teči. Je to velik problem ali se da to obvladati ali je to neobvladljivo? Mislim, dalo bi se obvladati, ne, ampak začutiš nek nemir, skratka, nekaj ti začne manjkati, ne, in seveda to nervozo potem začneš širiti v okolje bližnje, ne, to je ponavadi družina, ne, zato so pač bili veseli, da sem včasih šel za dalj časa, ne. Ja, nek nemir je v tebi in v bistvu, če ga ne greš pač sfiltrirati, najbrž bi enkrat bo tako prišel čas, ko bom rekel, zdaj pa je konec, ne vem, ali bom prestar ali karkoli, ne, in si v glavi vseeno delam že računico, da to enkrat pride, ne. Zdaj, jaz v sebi to res čutim kot nek nemir, na fizični ravni pa me začnejo čez 2-3 dni tudi, kot da bi me pljuča začela motiti, ne, kot da jim nekaj manjka, pljuča začutim, ne. In to je to, pa tudi mišice, spomnim se, da enkrat sem bil prisiljen imeti eno malo daljšo pavzo, ker sem eno poškodbo in meni so mišice oplahnile, ne, tako da sem potem pri tem delu v kolenih začutil kot neko šklepetanje, ne, ker mišična masa začne kar hitro padati, po moje po kakih 14 dneh, če jih ne uporabljaš, ne, ti začnejo kar opadati in potem seveda se ti vsi ligamenti in vse se ti začne spreminjati in meni so kolena začela tako, da bi plesala malo po svoje, ne. Tako da, ja. Se čuti, po moje podobno kot, ne vem, kadilec, ki neha kaditi ali pa, ne vem, alkoholik, ki neha piti, ne, mogoče ne tako grozno na fizične ravni, ampak nek nemir je, nekaj manjka, ne, telesu. Prosim. Mene pa zanima, ko več ne boš mogel teči, ne? Ja. Pač jaz vem, da ti ne znaš chillati, sprostiti se pa chillati, ne? Ja. Ko gremo na morje, drugače Ata nikoli ne gre se kopati ali pa z morje se ne kopa, kaj boš pa potem začel delati, neki novi šport, balet, karkoli? Ne vem, mogoče bom začel video igrice igrati. Če kakšna video igrica, kjer tečeš. Mislim, da zdaj pri tej naši pasji družini bo dela več kot dovolj. Ja. Kaj pazim, komu dam mikrofon? Mislim, da je v redu, da ga daš. Mene pa zanima, tega, da nismo doma toliko slišali, tak občutenje pa to, ko si tekel, tak si se počutil, da je zdaj, ne vem, zdaj bi lahko šel domov, pa ni mi tega treba, ali pa malo celi ta, kaj se je vse dogajalo v tebi, ko si tekel, ne vem, Veliko. si imel cele noge,
Ja, veliko je teh velikokrat se človek vpraša, kaj je meni tega treba, zakaj jaz to delam. To je pogosto je v glavah tekačev, ne samo mene, po moje tudi vseh drugih. Pridejo seveda taki trenutki, ko si na meji, da bi vrgel, kot rečemo, puško v koruzo, ampak ne vem, potem se pač, ne vem, kaj je tisti notranji puš, ki te žene naprej. Zdaj, če pogledam nazaj, je bil mogoče to pri meni tudi na nek način ta neki beg pred odgovornostmi, pa zakrivanje oči pred tem, da se staram. Moški si pač skušamo skozi šport pa čez neke dosežke dokazati, da smo še vedno fit, da smo še vedno zdravi, močni in tako naprej. Tako da mislim, da so v preteklosti so bili to neki taki sprožilci tega, da so me gnali naprej. Se pravim, do pred kratkim, ko sem začel pač tek malo drugače imati, da je to res ena taka popoln odklop in sprostitev. Če sem ti odgovoril, kar si želel. Pa koliko si nas pogrešal, pa tako. Ja, v Peruju so bile etape, jih je bilo 5 in na vsako etapo sem nekako vsakemu izmed vas, kaj naj rečem, namenil. In vsaki tisti etapi sem se z tistim, kateremu je bila etapa namenjena, imel v mislih, pa se z njim pogovarjal. Spomnim se, da Jakob je bil še zelo mali, in se mi je zdela, to je zdaj še do ukrepne postaje, imam še kilometer, to je približno toliko, kot je od doma do vrtca, ne? In pol sem se jaz zamišljal to pot, ko ga držim za roko, pa gremo skupaj do vrtca, ne? Tak sem si v bistvu svoje možgane zaposlil, da ta neki čas mino, ne? Ker pri teh tekih je tako, da imaš spone in padce, imaš krize, ki lahko trajajo zelo dolgo ali pa zelo kratko, je pa zanimivo, da za krizo zmeraj pride neki taki naval, ker te kar dvigne in naenkrat dobiš neko energijo, kot da si na začetku, ne. In sprva, ko tega nisem vedel, sem se teh kriz strašno bal, ne, ampak potem, ko je prišel ta, bom rekel, energetski naboj spet, sem se ga prvič tudi strašil, ampak potem, ko dobiš izkušnje, da je to pač po moje neka telesna stvar, da ima telo tudi kot računalnik neki reset moment, ne, se očitno tudi pri telesu, ko pride do teh nekih naporov pa bolečin, da se telo samo zresetira. In potem sem se pač navadil, zdaj je kriza, zdaj pač treba malo zobe stisniti, mogoče bo trajala pol ure, uro, ampak pride za krizo takoj nekaj, ko bo boljše, no. In to sem, ne vem, če redno tečeš, pa če hodiš na tekmovanja, se ti to v kakem enem letu dobiš polno teh takih izkušenj, tako da se nehaš potem bati nekih momentov, ki so novi, ker več ni novih momentov, no. Izvolite. Prvič, lep pozdrav, pa čestitke k vašim uspehom. Hvala. Ker sem popoln laik, ampak brala sem ljubitelj literature, te ultramaratonce, ki so pa v hribe, gor v Alpe, je to tudi vi to delate? Mislim, koliko je ta Ultra X? Torej, je specializacija, gre za specializacijo pri vašem ultramaratonu? Nekaj tisti, kil je eno, kakšne tisti njegove, ki so brala? Ja, v bistvu dogajajo si ti teki tudi, v hribe tudi tečemo, ne. Torej, tudi vi tečete? Tudi, ja, tudi sem tekel na te ravno Ultra Trail Mont Blanc, to je v bistvu ena taka evropska tekma, če primerjamo, ne vem, kolesarjenje Tour de France, za kolesarje Ultra Trail Mont Blanc v Evropi, v bistvu za Ultra Trail tekače, na eno takšno srečanje, kjer hodijo res te zvezde trail teka. Ultra X organizatorji imajo tekme, ki tudi se dogajajo v hribih, ne,
ali pa take, recimo v Šrilanki je bilo skoraj da ravninsko, ampak tam je bil pač problem ta, ker je tam zelo relativno visoka zračna vlaga, tam v bistvu se nisi mogel hladiti, ker je voda na tebi stala, nisi se sušil, kljub temu, da je bilo, ne vem, 30 stopinj, ne, tudi zelo težko se diha v taki vlagi. Tako da ja, vsak neki ta tek ima specifiko, ne. Gore imam strašno rad, sploh če ni mrzlo, ne. Drugače pa ja, zelo rad tečem. Ultramaratonec imate kot neko certifikacijo, dovoljenje, da greste lahko kamorkoli, kjer mislite, da zmorete? Ne, določene tekme zahtevajo od tebe, da prinese seboj zdravniško potrdilo, ne, pa zavarovanje. Mi, ko tečemo na teh tekmah, smo ponavadi tudi člani enega mednarodnega združenja ITRA, International Trail Running Association, in v bistvu se dobijo zelo poceni, 50 € je celoletna članarina in si v bistvu tudi zavarovan na vseh teh tekih. Ja, dobro, to je drugo, ja. V glavnem si zavarovan in če je kakršnokoli, ne vem, reševanje s helikopterji, karkoli, ti v bistvu ta organizacija to krije, ne. Najlepša hvala za pojasnilo. Malenkost, ja. S točkami tudi dokazuješ, da si sposoben na določeno težavnost. Ja, v bistvu preko teh International Trail Running Association ti na teh tekmovanjih, glede na tvojo hitrost, ki si jo dosegel, dobivaš tudi ene določene točke in potem določene tekmovanja so, ki v bistvu, če nimaš zbranih dovolj teh točk, ne moreš se prijaviti, ne? Ker oni ugotovijo na osnovi teh točk, da si v bistvu dovolj pripravljen, da imaš dovolj izkušenj, da si bil na dovolj teh tekmah, da lahko greš na eno tako neko ekstremno stvar, ne. Ja. Tak, jaz mislim, da so se vprašanja izpela, ali? Hvala še enkrat vsem za obisk, upam, da ste uživali, knjige so zadaj in še dajte sebi en aplavz, ker so bila res krasna vprašanja in pa seveda Zvezdama večera. Hvala za vabilo. Hvala.